mož je danes veliko govoril o kvantni fiziki. In to področje bom kar njemu prepustila še naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker je mož tisti, ki ima veliko modrosti, veliko znanja. Jaz kot žena pa imam svetega duha. In to sta dve različni področji. In ti dve področji morata imeti most. Če ni mostu, Dravski. Potem je tema. In glede na to, da sem jaz žena in obdarjena s svetim duhom, in ker me je mož spodbudil, da bi govorila o kvantnem svetem duhu, sem se malo poglobila v to temo. In priznam, da me ne zanima kvantna fizika, res ne. Zakaj pa bi me? Ne, zakaj? Znanstvenike pač zanima. Se imaš možna, tebe mož zanima. Znanstvenike zanima, kako bi z umom razumeli modrost življenja in vso lepoto življenja. Pa se ga ne da. Res ne. Zato je toliko nesporazumov med nami. Ker tisti, ki hočejo z umom razložiti življenje, ga ne morejo. Lahko ga občutimo, lahko ga živimo, lahko ga delimo. Ne moremo ga pa definirati na tak način, da bi ga secirali znanstveno. Spomnim se moje hčere, ko mi je omenila, da jo zdravi zemlja. Pa sem ji omenila, da zemlja je tudi ranjena in da se zanašati, da nas bo zemlja pozdravila, ni modro, ker mogoče sadje, ki ga pojemo, je zastrupljeno z pesticidi. Lahko je zelenjava ravno tako zastrupljena, pa čeprav izgleda lepa. Veliko bolj modro se je obračati in verjeti svetemu duhu, ki pa je alfa in omega. Od vsega začetka in ima moč transformacije celo strupov v nektar, smrti v življenje, žalosti v radost, ločenost v povezanost, nemir v mir, bolezni v zdravje. In ko bomo vsi odprti za svetega duha, pa tudi kvantna fizika postala sveta kvantna fizika. In vem, da se bo to zelo hitro zgodilo. Zakaj? Tako kot se pojavi poletje, kot se pojavi zima, kot se pojavi pomlad, se bo tudi pojavil tisti dan, ko bo sveti duh razlit po vsem svetu in bodo prav vsi ljudje
imeli možnost doživeti to hipno transformacijo, umrljivosti v življenje, trohljivosti v netrohljivost, bolezni v zdravje, slepi bodo spregledali, ljudje, ki so gluhi, bodo ponovno slišali. Ne bo več vojen. Vendar kdo bo to dočakal? A vsi ljudje na tem svetu? Nažalost ne. Zakaj ne? Zato, ker ljudje iščejo rešitve, recimo v kvantni fiziki. Iščejo rešitve v znanosti. In vendar znanost, ne kvantna fizika, tega ne more razložiti. Lahko pa tudi kvantna fizika sprejme svetega duha in postane kvantna sveta fizika. Tako kot grešnik lahko postane svetnik. Tako kot mrtev človek lahko oživi. Čakam ta dan tudi jaz. In zgodil se bo. Ta drugi prihod ljubezni na to zemljo je zelo blizu. Prihaja ta čas. Nihče od nas ne ve točne ure, ne dneva. Le Bog, Oče stvarnik, ve. In dal nam je čas. Čas milosti. Ko lahko spremenimo svojo smer življenja in nehamo iskati rešitve v kvantni fiziki, v cepivih, v zdravilih, v sistemih, v jogi, v različnih praksah, meditaciji in se odpremo Svetemu Duhu, ki je alfa in omega, ki je tukaj, ki je življenje, ki nas tolaži, ki nas uči, ki nam daje modrost. Sveti Duh ne rabi, da bi ga kvantna fizika sprejela. Kvantna fizika potrebuje sprejeti Svetega Duha. In ko bomo to dojeli vsi, prav vsi, se bo zgodil tisti čudež, ki se ga tudi sam Bog stvarnik veseli. Ljudje bodo odprti za Svetega Duha, za resnico, za ljubezen, za mir, za zdravje. In svet bo postal planet lepote, harmonije in življenja. In kvantna fizika bo postala kvantna sveta fizika. In veselim se, zelo veselim se, da nas bo čim več odprtih za to resnico. In da bomo trohljivost spremenili s pomočjo Svetega Duha v netrohljivost. Da bomo zdravi, da bomo srečni in večni. Hvala lepa za vašo pozornost.